Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Dobar dan, hvala, ker ste prišli. Pozdravljam tudi vse, ki nas spremljate preko povezav. Andrej Velkovrh je zjutraj v enem odjavljen za radio dejal, da najlepše bilo, če bi lahko jutrišnji dan preskočili. To je sicer res pa je tudi, da ga ne moremo, zato se moramo nanj pripraviti. In Agencija za okolje je pripravila dvoje opozoril, tako meteorološko kot hidrološko, ki ju bosta predstavila Branko Gregorčič in Janez Polajnar. Z nama pa sta tudi Rok Penec iz Direkcije za vode in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki nam bosta posredovala svoje informacije. Tako da začnemo z meteorološkim opozorilom, prosim. Hvala. Lepo pozdravljeni. V letošnjem avgustu smo že drugič priča vremenskemu razvoju, ki je značilen bolj za zimsko polovico leta. To je prodor hladnega atlantskega zraka v zahodno Sredozemlje, kreiranje ciklona nad Sredozemljem in potem vpliv na Slovenijo. Jutri bo nastal kar globok ciklon nad Genovskim zalivom, v središču bo imel celo manj kot 995 hektopaskalov, kar je za poletje zelo nenavadno. Največji vpliv na vreme bo imel pri naših sosedih v Italiji, kjer so že izdali rdeča vremenska opozorila, bo pa seveda vplival tudi na vreme pri nas. Njegov vpliv se bo začel jutri, že v jutranjih urah ali zgodaj dopoldne, najprej na zahodu Slovenije. Pojavljali se bodo predvsem nalivi, potem pa se bo ob sami vremenski motnji dogajanje širilo proti osrednji in tudi vzhodni Sloveniji. Nekako največ padavin bo sprva v zahodni in osrednji Sloveniji, potem popoldne tudi na vzhodu, predvsem na vzhodu računamo na možna krajevna neurja, ki bodo posledica tudi pregrevanja ozračja v dopoldanskih urah, tako da na vzhodu lahko tudi kje kakšno neurje s točo, močnim vetrom, drugače na zahodu in v osrednji Sloveniji pa bodo težave v glavnem povzročali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Pri oceni možne količine padavin tekom jutrišnjega dne je po različnih scenarijih seveda precej velik razpon pri teh napovedih. V najbolj pesimističnih napovedih so lahko te akumulacije tudi med 100 in 150 mm krajevno, po kakšnih drugih pa seveda manjše. Nemogoče je vnaprej vedeti, kateri scenarij se bo dejansko uresničil. Vsekakor izdali smo oranžno, se pravi drugo najvišje stopnjo opozorila vremenskega in tekom jutrišnjega dne ne izključujemo možnosti prilagajanja trenutnim razmeram. Ker bo šlo pa seveda v veliki meri za konvektivne dogodke, pa jih je vnaprej nemogoče natančno locirati. Tako jih bomo spremljali sproti, v največjo pomoč nam bo seveda radarska slika padavin, ki je dostopna seveda vsakih 5 minut tudi na spletu. Hvala. Janez, prosim še za hidrološko opozorilo. Pozdravljeni. Ko smo slišali ponovno jesensko-poletna situacija, ki nam pravzaprav ne prinaša nič dobrega tudi na vodah, namreč na območjih, ki so bila prizadeta že ob zadnjih poplavah, so razmere še precej ranljive, torej vodotoki so ponekod že, bi rekel, urejeni do te mere, da bodo lahko prevajali te količine vode, ki jih pričakujemo, drugoče ne. Torej, pričakujemo največ težav prav na pritokih teh večjih rek oziroma na pritokih rek, kjer sanacijske razmere še niso urejene, odtočne razmere še niso povsem urejene. Imamo še veliko plazin, veliko materijala, ki lahko ob tako burnih padavinah seveda ponovno prispe v rečna korita, tam odzajezi vodo in temu primerno pričakujemo tudi razlivanja in poplavljanja zlasti teh pritokov večjih rek na neobičajnih območjih. Torej, reke se lahko razlijajo na območjih, kjer ni to običajno, torej zaradi pravzaprav prizadetosti tega območja v prejšnjih poplavah. Načelno pa naj bi vsaj te večje reke, kot so Sava, Savinja, pa tudi Sori, odvedli to vodo, ki bo padla po rečnih strugah, tako da pričakujemo torej največ težav prav na teh ranljivih območjih, ki so bila že prizadeta, torej na pritokih rek. Seveda pa ta pojav ni izključen samo
na ta območja, ki so bila že prizadeta. Hudourniške poplave se lahko pojavijo tudi na drugih delih države, predvsem v zahodni Sloveniji, torej na drugih območjih, ki do sedaj še niso bila prizadeta, torej v Predaljskem hribovju, tudi na območju reke, pa na območju Notranjskega krasa, tudi tam lahko pride do hudourniškega odtoka. No, kasneje, tekom jutrišnjega dne, pa je tam pojav možen tudi ponekod v vzhodni Sloveniji. Torej, imamo danes v nedeljo še dovolj časa, da se pripravimo na te razmere v smislu samozaščitnih ukrepov. Torej, danes čez dan ljudje, ki živijo neposredno ob vodi, torej tisti, ki so bili ob zadnjih poplavah prizadeti, lahko postorijo tisto najnujnejše, kar lahko, da zaščitijo imovino, zlasti premične dele imovine, kot so avtomobili, da jih umaknejo na višje predele. Pričakujemo, da bo pojav silovit, da bodo te hudourniški vodotoki naraščali hitro in silovito. Kar se pa časovne komponente tiče, pa je nekako predvideno, da bi se to zgodilo vsaj v tem začetnem delu, torej jutri dopoldan, oziroma že zjutraj in dopoldan, tako da previdnost torej od jutri zjutraj, zgodaj zjutraj naprej velja. Še enkrat, samozaščitni ukrepi, danes imamo še čas, da to postorimo. Hvala lepa. Hvala, Janez. Za besedo prosim še Roka Peneca iz Direkcije za vode. Prosim. Lep pozdrav. Direkcija Republike Slovenije bo v skladu z svojimi pristojnostmi in nalogami, ki jih ima, v največji možni meri izvajala vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tega škodnega potenciala vodotokov, se pravi, bomo izvajali dela na vodotokih, ki zajemajo ukrepe čiščenja z namenom zagotavljanja čim večje pretočnosti vodotokov. V ta namen ponovno pozivamo, kot že prej, da vsi lastniki priobalnih zemljišč in tudi drugi iz teh zemljišč odstranijo vse predmete, kot so hlodovina, ostanki lesa po čiščenju gozdnih predelov, bale sena, ki so se nazadnje izkazali kot potencialno nevarni elementi pri zagotavljanju pretočnosti strug vodotokov. Hvala. Hvala, gospod Rok. Besedi vabim še Sredska Šestana, poveljnika civilne zaščite. Prosim. En lep dober dan, čeprav bi rajši, da ga bi preskočil tudi sam. Kolega Janez je že par stvari povedal v to smer samozaščite. Jaz moram se zahvaliti in pohvaliti prebivalce na teh območjih, ki so bila v zadnjih poplavah najbolj prizadeta, ker očitno so naše opozorila in naše, bom rekel, priprošnje in vse skupaj predlogi zalegli, saj nismo imeli neposredne direktne žrtve v tistem dogodku iz 3. na 4. avgust. Želim si, da bi bilo tudi tokrat tako in zato seveda predvsem na teh območjih, ki so bila že prizadeta, pa tudi na vseh ostalih, še zmeraj velja, da lahko naredimo marsikaj, kot je Janez rekel, preden pride do nas ta ujma. Kot je pa Brane povedal, treba to spremljati in najboljši kazalec tudi zame osebno je seveda radarska slika. Tam vidimo smer gibanja, tudi časovno lahko izračunamo, kdaj nas bo to doletelo. To pa predvsem tudi za tiste, ki je Rok omenil, ki delajo v vodotokih. Tam seveda, če pravočasno in pravilno spremljajo ta radarsko sliko, lahko pravočasno stroje umaknejo, ker stroje treba iz struh ven umakniti, vsaj na tistih območjih, kamor seveda ta, bom rekel, neurje gre. Tudi kakšna vreča ali kaj podobnega na tistih običajnih mestih, čeprav hudourniške poplave niso tiste, ki so predvidljive tako kot klasične poplave, ampak ne bo škodilo, če na nekaterih mestih, ki jih seveda lastniki dobro poznajo, postavijo kakšno vrečo na garažna vrata ali pa na vhodna vrata ali kaj podobnega. To je 5 minut dela, lahko pa veliko, bom rekel, škode prihrani in pa tudi strahu. Jaz vem, da je na teh območjih seveda zelo neprijetno vsem ljudem, ki tam čakajo na to ujmo ali pa kaj podobnega. Želim jim, da se ta napoved ne bi uresničila ali pa da bi bila vsaj tista, ko je Brane rekel, po tistem blažjem scenariju, ne 150 litrov. Njim želim in pa tudi vsem nam, ker bomo pač takrat pomagali, če bo potrebno. Še enkrat hvala za vse tisto, kar poslušajo, kar dobro delajo, da imamo potem tudi mi manj dela in manj skrbi in jaz jim zagotavljam, da
kar bo potrebno in kar je v naši moči, bomo naredili tudi tokrat. Upam pa, da v taki meri ne bo potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa. Je še kakšna potreba po kakšnem pojasnilu? Dodatno? Prosim. Pri teh mostovih, ki so bili poškodovani v preteklih, pa mogoče ti začasni mostovi, ki so bili nameščeni, a velja tam kakšna pozornost pri vožnji čez njih, bodi si, ko bo povečani vodotoki ali pa tudi prej? Pravim, če velja povečana previdnost pri mostovih, ki so bili poškodovani. Prosim. Ja, mostovi imajo tudi prometno signalizacijo, kar se tiče teže, ki je dovoljena, čez pa tudi hitrost. Tako da jaz mislim, da tukaj nimam bojazni, da ne bi upoštevali teh opozoril tisti, ki se vozijo čez te mostove. Seveda ti mostovi, kot je tudi v Lučah, lahko storijo tudi več let in treba se bo jim prilagoditi, ker vemo, da ta sanacija ne bo v enem letu narejena in seveda je treba upoštevati vse te specifičnosti, ki ste jih navedla in se držati tistih priporočil ali pa omejitev na koncu, ki nam jih prometni znaki pred temi mostovi dajejo. Hvala. Prosim. A civilna zaščita danes kaj izdatno pomaga se pripravljati na ta jutrišnji dan, na katerih koncih, kako? No, mi imamo še aktiviran državni načrt, tako da tukaj ni debate, imamo vse aktivne regijske štabe še, predvsem teh 5 govorim, ki so bile najbolj prizadeti. Seveda tudi ostali bodo danes opozorjeni in verjamem, da so že videli, ampak jaz jih bom posebej še opozoril. Prav tako bomo dol po liniji opozorili, pa bomo obvestili tudi občinske na tistih območjih, ki govorim, ki niso izven tega prizadetega območja. Tako da tukaj sile, naša največja sila, gasilci so tako ali tako stalno v pripravljenosti, če bo potrebno, vsi ostali, tudi jaz upam, da bo tega čim manj, ne zato, da bomo počivali, ampak zato, da bo ljudem čim lažje. Hvala lepa. Mogoče še eno vprašanje za gospoda z direkcije. Zdaj, številni župani opozarjajo, da se prepočasi čisti vse skupaj, da tudi mogoče mehanizacije ni dovolj. Rekli ste, da se bo intenzivno delalo na teh vodotokih in tako, a danes kaj, torej bi recimo pospešeno, ne vem, z več ljudmi, z več, kako je na teh področjih? Reševanje terena po poplavah. Prosim. Zdaj Direkcija Republike Slovenije v okviru svojih nalog, kot sem že prej omenil, izvaja izredne ukrepe na področju urejanja voda. V ta namen so aktivirane vse, bom rekel, sile, ki jih imamo v sklopu koncesionarjev. Prav tako bomo v naslednjih dneh ekipe povečali s postopkom javnega naročila, ki nam ga omogočila vlada z sprejetjem zadnjega zakona. Računamo na to, da bodo ekipe v naslednjih dneh, tednih vse za tretjino večje, kar nam bo omogočalo, da bi pred temi jesenskim deževjem oziroma pred zimo v večji meri vodotoke uredili na način, da bodo zagotavljali pretočnost, kar je, bom rekel, najbolj pomembna lastnost, ki jo pač vodotoku moramo dati. Hvala. Če smo z vprašanji zaključili, bi rad povedal samo še to, da jutri ob 11. za zdaj načrtujemo ponovno posodobitev teh naših informacij in dobili boste vabilo, kdaj. Ura je recimo še vprašanje, ni pa vprašanje, da bo in da bo tukaj. Tako da hvala lepa za enkrat.